tudi vas vse lepo pozdravljam v imeni našega odrešenika Jezuša Kristuša. Fajn vas je vse videti. Tu zadnji večer toga leta, dosta smo se videvali prek celega leta in znate, dobro je, kad smo tu zadnji večer toga leta v Küper in kad smo pri Božoj besede. Ne kjerkoli, pač pa zbrane ob Božji besede. Znate, Bog ne samo, kad na začetku leta nam goči, čuli smo že od Gregora, kad smo dobili citate, vodilne vrstice, tudi na koncu leta, mogoče ima, tudi mene, tudi tebe, koji povedate in Bog noj svojim merom izpune vsa naša življenja. Na začetke toga nemirnoga, toga razborljivega, toga negotovega leta smo dobili vrstico, celoj gočin od vrstice cerkve, štera nas poziva na aktivnost v svojom življenju, na eno odločitev. Se še spomnite vrstico za cerkev za to iztekajoče se leto? Janez 15:9, Janezov evangelij 15:9. Tom je bilo naše vodilo za celo to leto, tako zapisano. Jezus pravi tako, kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. In ti še dole, ne je tu še konec, pika je, ali se ide naslednji stavek, ostanite v moji ljubezni. Aleluja. Ostanite v moji ljubezni. Jezus nam tu dava en zgled, dava nam zgled od njegovega odnosa z očom. Njegovega odnosa, kakšno ga je on imel s svojim očom in tu pravi, ka Jezus nadaljuje tu na zemlji očetovo tradicijo. Nadaljuje to, kad to povem, koga je oča navčo. In ko dela oča, delam tudi ge. In to delo je, dragi moji, ljubezen. To je ljubezen. Jezus je iz čiste ljubezni do mene, do tebe prišel na to zemljo, zato, da bi nas odrešil iz suženstva greha. In Jezus ti pravi mene, pravi nam, ka noj tu mi nadaljujemo, noj ostanemo v toj Božoj tradiciji, noj ostanemo v Božoj ljubezni. V pregovoraj 10 je tako zapisano, 12. vrstica, tako pravi, sovraštvo zbuja prepire, ljubezen pa pokriva vse napake. Ali vidimo, kako pomembna je ljubezen v naši življenji, v zakonskoj zvezi, v družine in pa tudi v širšoj skupnosti, ešte bolj važno pa je to v cerkvi Jezuša Kristuša. V njegovoj cerkvi, v tom živom organizme. Mi smo ne organizacija, pač pa eden živi organizem, gdje eden drugoga nucamo. In eden drugoga tudi podpiramo in eden drugoga ljubimo s to Božov ljubeznostjo. Zato naj nas ta vrstica iz Janeza 15:9, naj nas ta vrstica spremlja tudi naprej v naši življenjah, tudi v tom bodočem letu. Ne vemo, kada se vse dogajalo. Zadnji dan toga leta je, zadnje vere toga leta, zadnje bogoslužje v tom letu. Dragi moji, leko pa je vse to tu, za istino zadnje v našem zemeljskem življenju. Imamo sigurnost za jutro, za novo leto. Imaš to sigurnost? Kada se dogajalo? Ne, nemamo sigurnosti. Ali itak, da smo želeli eden drugome blagoslov za novo leto in to je dobro, tako treba biti in tu podpirati eden ovoga z ljubeznijo. In dragi moji, jutro je ne v našoj oblasti. Zavolo toga Božja beseda nas spominja, kaj je gnes den. Gnes je den, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in se ga veselimo. V psalmi 118, 24 to piše.
Danes je dan, ki ga je naredil Gospod. Radujmo se in se veselimo. Tej zadnji dan toga leta se radujmo in veselimo v našem Gospode. Dnes je dan, znate, dnes je dan, da imamo še čas, ko spremenimo stvari, štere so mogoče ne bile po Božji voli v naše življenje. Dnes je še čas. V Mateji piše, je eden celi odlomek, gdje Jezus goči od zaskrbljenosti za jutro, za naslednji dan, za jutrišnji dan. Jezus goči od zaskrbljenosti in prave te tok, najprej skrbimo in pa najprej iščemo Božje kraljestvo. Za vse drugo, da se pa te Bog poskrbi v našem življenju. In skozi te svedovstva smo čuli, kaj je Bog resen, dober in je skrbo za nas. In znam, ko še imate dosta drugih svedovstev, dosta drugih pričevanj, ko je Gospod včinil v vaše življenje. In jaz lahko povem za moje osebno življenje, za moje zakonsko življenje, za družinsko življenje in tudi za življenje te cerkve. Bog je čudovito skrbo za nas. Bog je čudovito skrbo za nas. In hvala njeme. Ne samo dnes, kad se njeme zahvalimo, pač pa se njime zahvaljujemo iz celoga srca v našem življenju. Znate, Bog rad čuje zahvalo od svojega naroda. Bog rad čuje, da se njime ti zahvališ, da njime iskreno poveš, moj Oče nebeški, hvala te. Hvala te, kad si mi pomogel skozi to šolsko leto. Hvala te, kad si mi pomogel v moje službe. Hvala te, kad si bil zmjav tudi te, da je bilo hudo, da je ne bilo prijetno. Tudi te, da se nesreča zgodila, itak ti si bil zmjav. To je Bog. To je Bog. In Bog je za istino dober. In dragi moje, zavedati pa se moramo enoga dejstva, ka imamo tu na zemlji mi omejene čas. Omejene čas. In to nam tu sporoča Božja beseda. To nam jasno goči. Leko odpremo psalm 90. Tom piše od toga, ka imamo omejene čas in ga preštem v Hraskovom prevode, ker je malo bolj specifičen glede toga. Nema nika proti drugim prevodom, ali te odlomek preštemo v Hraskovom prevode. Najprej 10. vrstico in te 12. vrstico, na konci pa še 4. vrstico preštemo te 3 vrstice iz psalma 90. In tu tako piše, dnevi naših let, vseh jih je 70 let, ali ako smo prav krepki 80 let, in kar je naš ponos v njih je le trud in težava. Zakaj? Hitro vse poteče in mi odletimo. 12. verš pravi tako. Uči nas torej prav šteti naše dni, da si pridobimo srce modro. In 4. vrstica še eno stvar povdarja. Zakaj 1000 let je v tvojih očeh kakor včerajšnji dan, ko je minil in kakor čas polnočne straže. Nebeški Oče, hvala ti za tvojo drago svetu reč. Šterovno tudi v tom zadnjem večere ti gočiš. Pomori nam razumeti tvojo voljo za naše življenja in pomori nam razumeti tudi tvojo reč, štero si nam poslo, kar naj bo vodilo za naše življenja. Blagoslovi vsakoga prisotnoga. Blagoslovi tudi tiste, štere so za ne mogli priti, štere so v betegi, štere so v potrebe. Daj njim sigurnost, ka si ti z njimi in daj njim tvoj mir v njova srca. Hvala te, ka si bil z nami do zdaj in hvala te, ka imamo tvoje obečanje, ka boš tu z nami naprej. Amen. Amen. Eno leto je pa mimo. Gelte, jutro bomo zamenjali kalendare z eno novo fletnico. Ne do več samo dvojke, pa 1-0, pač pa bodete 2 dvojke, 1-0, 1 trojka. Znovu
letnico. In če pogledamo malo tako posplošeno, če pogledamo, kot da se jutro spremenilo. Kot da se jutro spremenilo. Kot da drugačno, kot da noček, razen seveda letnice. Kot da noček. Kot da noček, kot je bilo gnes, včeraj, predvčeraj. In pogledamo pa v Božjo besedo. Moder pridigar, bolj moder, kot je, dosta bolj, moder pridigar, tok to povzema, bar preštemo v pridigare 1:9, tok to povzema, kar je bilo, znači včeraj, kar je bilo, bo spet. Kar se je zgodilo, se bo spet zgodilo. Nič ni novega pod soncem. Nikanega novega. Ko je bilo, bo. Dogajale do se stvari, tudi tiste, štere nam ne do všeč. Do vse. Geznovka se je, v nejsu mu se dobro dogajalo v tom preteklom lete, pač pa se tudi dogajalo tisto, ko vam ne bilo všeč. In znate, tisto gelte ščemo pozabite, tisto ščemo krojđate in se držate tistoga dobroga, gdje nas je Gospod skozi protelo na čudovite načine. Ali, dragi moji, tudi skozi slobe stvari, tudi so slobe izkušnje, nas je Božja roka vodila. Nas je pelala naprej, nas je Božja roka nesla skozi slobe stvari. Ali pri vsem tom, kakoli da se dogajalo, je naša odgovornost vsakoga med nami, ko včinimo v svojih življenjih, šteroga nam Bog dava na razpolago. Ko mi v tom življenje činimo? Pravo sam že Jezušovo navodilo, ka najprej iščemo Božje kraljestvo. To postavimo na prvo mesto v svojem življenju. Ali, dragi prisoten, to upoštevaš v svojem vsakdane? Kako živimo naše dneve, naša leta? V 1. Janeze, 2. poglavje, imamo en zapis o poslednjoj uri. In Janez piše, kako pomembno je ostati v tom, ko nam guči Božja sveta reč. Janez guči tudi o Božjem obečanju za tiste, štere ostanajo v Božoj svetoj reči, štere ostanajo v njegovoj voli. In to je to nekaj več, od ko je tudi brat Viktor Gučo. To je tej nekaj več, nekaj večjega, kot samo zemeljsko življenje. To je to obečanje na večno življenje, v Božji prisotnosti, v Božoj slave. Za vse tiste, štere ostanajo v Božoj besedi. Za vse tiste, štere izpolnjujejo Božjo besedo. Pogledamo nazaj, 90. psalm. Dnevi naših let. Pisec toga psalma je Mojzes, Božji služabnik. In Mojzes je tu zapisal kar nekaj ugotovitev, ko se tiče človeškega življenja na zemlji. In kot prvo pravi, kaj je omejenost let našega življenja. Kaj imamo omejena leta, nemamo leta na pretek. Pač pa so naša leta omejena. In drugo, ko pravi tu, ka življenje je nelagodno, življenje je tisto enostavno, pač pa piše, ka je trud in pa težava. In te še eno ugotovitev, pravi Mojzes, ka življenje hitro odleti, hitro mine. So vaša leta hitro minila? 40, 50, 60, pri 20 ještě ne študiraš, kako hitro leta idejo. Pa pri 30 ještě tu ne študiraš dosta od toga, ali do pa ide malo več, te pa že začeš študirati. In dragi moje, če gledam nazaj,
več kot 40 let, ko sem bil v vojske. In letos sem imel priliko biti v tistoj kasarni, kjer sem 6. aprila 41. leta, pravzaprav 81. leta prišel v vojsko. Ja, 40 let po napade na Jugoslavijo. 40 let po tistom. In bil sem tam. In znate, sem se živo spominal tistoga dneva, da sem ta prišel. Ja, leta hitro minejo. Znate, koliko je Kuzmič prevedel to vrstico, koliko je Kuzmič napisal to vrstico 10. v 90. psalme, tok piše v Kuzmičovom prevode. Dnevov let naših je 70 let in če najviše pride, tok je 80 let. In to najboljše v njih je trud in nevola, ar hitro minej vremen in mi like odletimo. Dragi moji, ko je v tvojem življenju tisto, ko najviše pride? Ko je tisto, ko najviše pride? Ko postavljaš v ospredje v svojem bivanju na toj zemlji? In zdaj imamo tudi to zavedanje, ko so naša leta tu omejena. Možeš, tej Božji služabnik se je zavedal, koliko je življenje minljivo, koliko truda je potrebno vložiti za vse dejavnosti in koliko hitro se življenje konča. Možeš je dnevno spremljal, koliko so njegovi sovrstniki končali svoja življenja. Dnevno je to spremljal. Šterin se je čas iztekel in tako, če bi odleteli. Ne jih več bilo. In zato vsem nam, dragi moji, zato tej Božji služabnik, vsem nam dava eden nasvet, dava eno priporočilo, dava to, ko naj upoštevamo. In pravi tako, uči nas torej prav šteti naše dni, da si pridobimo srce modro. Da si pridobimo srce modro, dragi moji, zavoljo toga, kaj je naše življenje kratko, ga je potrebno pametno preživeti. Potrebno je pametno, potrebno je modro preživeti tej čas, ki nam ga je Bog zavipal tu na zemlji. Ne moremo si privoščiti napačno ponucanega časa. Ne smemo si to privoščiti. Ne imamo zagotovila, ne imamo nikšega zagotovila, kaj bo leko naše napake popravili. Si siguren, kaj boš pravim tak dnešnjo tvojo napako leko jutro popravil? Si siguren? Ne. Uči nas torej prav šteti naše dni. Uči nas prav šteti naše dni. Človek, gelte, na levce preštejbo mare srokce, kjavko imamo noter. Moški, leko preštejte, samo el pravi, ka ne ve genau, kjavko ima. Pa ja tu ne vem genau, ali na levce jih je prešteti, da so gorobejšene, ali pa fajn v kypersklane. Človek leko preštej kokavš. Znate, gdje sam vidio, ka ena kokavš noša venej ode, pa sam te prešto kokavši, pa sam vidio, ka je njega noter, in te sam jo šel iskat, pa sam jo najšel. Človek leko preštej svojo živino. Človek leko preštej svoje stroje. Ja, ide. Ali noček je pa z našimi dnevami. Tu pa moramo imeti to Božjo modrost, ka znamo, kako svoje dneve preživemo. Božja beseda nam goči odnevaj, najčasi odletaj. Dneve, najprej so povdarjene dneve. To, kako če bi nas
želela Božja beseda spomniti, kad smo na to zemljo poslane, kaj jo vidimo, ne kad se na njoj nastanemo, kad se na njoj zasidramo. Mnogi se dnes sidrajo na toj zemlji, ali v eno dneve, da Božja beseda uči o dnevu, znate, v dnevi ne mreš dosta ustvariti. Lahko činiš določene stvari, ali ne mreš dosta ustvariti. In to nam kaže na to, kad so naši dnevi tudi zato, kad jih v Božjem strahu in v Božoj modrosti preživimo. Zakaj nam Božja reč uči te stvari? Naj smo modri. Naj smo za istino modri. Zavolo toga, kad samo moder človek, da se v svojih odločitvah vsakoga dneva pravilno odločil. Nemoder človek se ne da pravilno odločil. Kad bi bolje razumeli, kad bi se bolje zavedali časa, šteroga imamo tu na razpolago, šteroga nam je Bog dal, mu probo to malo slikovito prikazati. Tu imam je 1 meter. Imam meter in to bi naj predstavljalo naše življenje. Zamislite si, kaj je to naše življenje. In Bog je na začetku, Bog je tu, tako smo prešteli v tom psalme, je pravo, kad bo življenje omejeno na 80 let. Zdaj, ja te moram 80 najti. Tak, toga njega. To je naše življenje. To je moje in tvoje življenje. In ko je več od toga, je Božji bonus. Božja nagrada. Brat Viktor, vi že v Božoj nagradi živite. Že zdaj tu na zemlji imate Božjo nagrado in vsi štiri so že prek 80 let. Dragi moji, to je Božja nagrada. Nekako bi mogoče prav, pa če je življenje sploh leko nagrada. Je. Življenje v Božoj voli je Božja nagrada. Torej, to je moje, to je tvoje življenje. In zdaj malo matematiko, Damir je prelej provoka, on rod se matematiko ide, Damir, ideva se oba vkuper matematiko. Zdaj je 80 let, ne, in zdaj je tu moram tiste leta, štere sem že preživel, kroj odštete. In to bi približno zgledalo, gledajte, tu moram ga kroj vrezati. Pa ne ostalo to. To je že minilo. To je že minilo. To je že tom nadzojem. Dragi moji, ostalo je tjavko. Od te dolžine je ostalo tjavko. In tako smo prešteli, uči nas torej prav šteti naše dni. Uči nas prav šteti naše dni. Kjavko je ostalo. Kakšen male košček je ostalo. Božja beseda mene in Božja beseda tebe. To je zadnji dan toga leta. Poziva, naj smo modri v življenje vsakoga dneva. Poziva nas, naj smo pametni, naj znamo, kako potrošimo svoje dneve, naj znamo, kako preživimo svoje dneve. Charles Spurgeon je od teh vrstic, štere sem tu preštel, tu v 90. psalme, je pravo tak. Dnevi naših let, ali jih je sploh vredno omenjati? Celotna zgodba je dolga samo 70-80 let. Hitro se vozimo in mi odletimo. Tako kot prepelica
nošena z močnim vetrom, odletimo v deželo, kjer je večno pomlad in cvetje nikoli ne mine, cvetje nikoli ne usahne. Kdo si želi, da bi bilo drugače? Kdo si želi, da bi bilo drugače? Zakaj bi se morali zadrževati tukaj? Kaj nam ponuja ta revni svet? Kaj nam ponuja, da bi se morali zadrževati na njegovih obalah? Proč, stran, to ni naš počitek, nebesa, to je naš dom, to je naš pravi počitek. In te pravi, te Božje služabni tok. Naj Gospodovi vetrovi poženejo hitro, da nas pripeljajo k tebi, našo drago, večno domovino. Aleluja. Našo drago, večno domovino. Tej Božji človek, šteroga so imenovali princ pridigarov, princ pridiganja, je živo samo 57 let. Menje kot pa je. In poleg njegovih uspehov na pridigarskom področju, na duhovnom področju, znate, tu pred 23 jezero ledami je tej človek predgo, je njegovo hrepenenje bilo domov. Bilo je ta gor, tistome, šterega je to ljubo, šterega je izbral za svojega služabnika. Njegovo hrepenenje je bilo v tej večni počitek. Dragi moji, hitro vse poteče in mi odletimo. In potom, da mi odletimo, koma da je odišlo, gdje da je končalo vse, ko smo v svojem življenju dosegli. Dragi moji, to je preveč resno vprašanje, ka bi ga ignorirali v svojem življenju, ka bi to vprašanje ostonilo v mojem, v tvojem primeru neodgovorjeno. In to najboljše v njih je trud in nevola, ar hitro minej vse, hitro minej vremen in mi like odletimo. Sodobna družba, dnešnja družba je iz vrhunca Božjega stvarstva, iz mene, iz tebe. Znate, ko napravila? Napravila je eno sodobno delovno žival. Se zavedaš toga? Napravila je enoga robota. Štere vgojno gor stane, beži, dela, pribeži domov, dela dole, ide malo spat in to se ponavlja dan za dnevom. Iz človeka je napravila tistoga, štere samo beži, ka bi zadovoljil svoje potrebe bližnjih in pa potrebe svojih nadrejenih. Občutite to? In človek te beži, pa do več ne more po dve bežati, te po vsej štiraj beži, ka misli, kada je hitrejše, misli, ka več včini. Znate, te najnovk človek ugotovi, ka več niti ne beži, poč pa je na povde. Ka je nokle, ka je spodno, ka več ne more naprej. In to najboljše v njih je trud in navola, ar hitro minej vremen in mi like odletimo. Še en primer povem ob konce. Eden bogati človek je napravil oporoko in v njej je zadolžil svojo ženo, ka mora po njegovoj smrti do umrge, mora vse njegove prihranke
ves njegov denar mora dati noter v krsto in vse te penaze mora vkuper z njim pokupati. Kaj ono in nišče drugi nikaj od toga ne dobi. To so znali tudi njegove prijatelje, njegove znance in te je resem te človek mrl in po smrti so to vdovo pitali, če je ona resem včinila tok. In te je pravila, ja, tok sem včinila. Vse njegove penaze sem dala na moj bančni račun in te sem za celo vsoto napisala ček, dala v kuverto in džala v njegovo krsto. Tok, dode penaze nuco, vzeme ček, pa ga vnovče, pa tede mjel. Leko zdigne dokoli deščev. Dragi moje, ko bo moja in tvoja zapuščina? Uči nas torej prav šteti naše dni, da si pridobimo srce modro. Aleluja. Na vsakoga med nami vode Božja modrost, kamo znali pravilno štete, kamo znali pravilno živeti naše dni tudi v prihajajočom lete. Gospod vas blagoslovi. Amen. Nebeški Oče, hvala ti za tvojo besedo, šterejšek dnes živa, za mene, za vsakoga med nami. Prosim, da pomagaj me, ka živim v in po tvoje besede. Pomagaj to mojim bratom, mojim sestram, vsakome prisotnome in vsakome štere poslušati tvojo reč, ka bi za istino se trudili, ka bi dobili modro srce. Gospod dragi, ka bi znali prav šteti naše dneve. Tudi v tom prihajajočem lete ne vemo, s kim bomo se mogli soočiti, ali ga znamo, Gospod dragi, če bomo v tvojoj prisotnosti, boš ti z nami pa kakoli, da se dogajalo. Hvala ti za to preminavče leto. Hvala je tebe, ka si bil tej Eben Ezer, ka si bil tej komaj pomoči za nas. In hvala je tebe, ka si nas na čudovite načine blagoslavilo in tudi na dole. Gospod dragi, te prosimo, ka bude z nami. Da bo proslavljeno tvoje sveto ime, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Ne pozabimo na ostanek